Ko je Sovjetska zveza vodila vojno proti judovski veri in vsemu, za kar je stala, kdo je vodil prizadevanja za njeno obrambo in ohranjanje judovskega življenja, kljub preganjanju? In kako je ista oseba vodila preporod judovskega učenja v Združenih državah in pomagala premostiti razkorak med hasidi in tradicionalno ortodoksijo ter nujnostjo združevanja za Izrael? Danes v oddaji Think Twice preučujemo pomen življenja 6. lubaviškega Rebeja. Rebe, osebnost, ki jo je v zadnjih desetletjih zasenčil njegov naslednik, a je bil kljub temu ključna osebnost v judovski zgodovini 20. stoletja. Z avtorjem nove biografije Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Danes si bomo vzeli odmor od konfliktov in sodobne politike ter se pogovorili o pomembnem poglavju judovske zgodovine. Ko pomislite na Chabad in gibanje Lubavič ter njun vpliv na judovski svet, je pozornost vedno usmerjena na 7. lubaviškega Rebija. Rabi Menachem Mendel Schneerson, karizmatična osebnost, ki ni le popeljal svoje gibanje do prepoznavnosti, temveč so bile njegove čevlje tako velike, da mu nikoli niso določili naslednika. Neizogibno je to povzročilo, da je bil človek, ki mu je sledil 6. rabi Jozef Icak Schneerson, deležen le malo pozornosti zunaj hasidskega sveta. Če pa želimo razumeti ne le kako je razmeroma majhno hasidsko gibanje postalo svetovni fenomen, temveč tudi vpliv, ki ga je imelo na ključne dogodke zadnjih 100 let, moramo izvedeti več o človeku, ki je postavil temelje za ta izjemen razvoj. Poleg tega pogled na njegovo življenje ni zgolj zgodba o splošno občudovanem možu vere. To je zgodba o judovskem odporu proti sovjetskemu zatiranju in judovskem preživetju v veri kljub nacistični iztrebljevalni vojni. Prav tako pa je to zgodba o tem, kako je ta majhna sekta imela in še vedno ima vpliv na judovsko življenje v letih po drugi svetovni vojni. V popolnem nesorazmerju z svojo majhno številčnostjo. In danes smo veseli, da je z nami avtor pomembne nove biografije rabina Schneersona. Rabin David Eliezer je član gibanja Chabad Lubavič in ustanovitelj, direktor ter duhovni vodja severno-okrožne kongregacije Chabad Bet Meir HaKohen v Yorba Lindy v Kaliforniji. Rabin Eliezer je predstavnik Chabada pri večjih judovskih organizacijah, član upravnega odbora Judovske federacije in družinskih storitev okrožja Orange v Kaliforniji ter član upravnega odbora Judovske agencije za Izrael. Objavljajo v številnih različnih medijih in je avtor 2 knjig, Skrivnost Chabada iz leta 2015 ter svoje najnovejše knjige Undaunted, kako je 6. Lubaviški Rebe je rešil rusko judovstvo, na novo preoblikoval ameriško judovstvo in zanetil svetovno judovsko renesanso. Rabi David Eliezer, dobrodošli v oddaji Think Twice. No, že dolgo sem vaš oboževalec in v veselje mi je biti udeleženec. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Za začetek vas želim vprašati, zakaj danes tako malo ljudi zunaj hasidov Chabada ve tako malo o 6. Rebiju. Prizadevanja 7. Rebija so pripeljala do tega, da je Chabad postal mednarodna sila v judovstvu in vzbudil veliko spoštovanje celo med številnimi sekularnimi judi, kot tudi seveda velik ugled znotraj lastnega gibanja. Kot pišete, je v veliki meri sledil stopinjam svojega predhodnika in gradil na njegovih dosežkih. Povejte nam malo več o tem, kdo je bil ta človek? Rebe, prejšnji Rebe je bil v svojem času zagotovo dobro znan in ljudje so ga resnično razumeli. Na primer, ko je leta 1930 izstopil iz vlaka v Chicagu, ga je tam pričakalo 15.000 ljudi. In imel je podobne sprejeme po vseh Združenih državah, v St. Louisu, Baltimoru, New Yorku in tako naprej. Vendar mislim, da je Rebe v povojnem obdobju Chabad iz hasidske skupnosti spremenil v svetovno velesilo. Veš, se šalimo, ampak mislim, da bi lahko resno trdili, da je Chabad danes največja judovska organizacija na svetu, še posebej, če pogledamo nekatere raziskave Pew tukaj v Združenih državah.
Zato so monumentalni dosežki Rebeja, ki jih je v resnici navdihnil njegov tast, prejšnji Rebe, po mojem mnenju, kot pravi Sodovik, zasenčili njega samega. V skupnosti Chabad je bil zelo dobro poznan. Tudi v drugih krogih ortodoksnega judovstva je bil precej znan. Ampak mislim, da ljudje v resnici niso razumeli njegovega celotnega življenja. Ena od stvari, ki jih je ta knjiga naredila, pa je, da je ljudem dala razumevanje njegovih monumentalnih dosežkov. Hvala, da ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcastnih platform ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS TV, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na JNS TV, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, Pogovorimo se še malo o tem, kdo je bil ta mož, 6. Rebe. Nam lahko opišete svet, v katerega se je rodil, in kako je ta svet v bistvu izginil v času njegovega življenja, ter kakšne izbire so imeli Judje v poznem 19. stoletju, ko je odraščal. rojen je leta 1880 in Aleksander III. Car je bil ubit le 2-3 leta kasneje, kar je povzročilo izjemen antisemitizem v Rusiji in množično izseljevanje ruskih Judov v Združene države Amerike. In res, v tistem času so bile velike preizkušnje za tradicionalno judovsko skupnost v Rusiji. Rojen je kot sin lubaviškega rebija, ki mu je predhodil, rabi Šalom Dov Ber Šnerson, ki je bil 5. rebi. Rojen je v majhnem mestu Lubavič, ki je bila nekakšna duhovna oaza v zahodni Rusiji. Danes je to le 10 milj od beloruske meje. Še vedno ima tisti čar starega sveta. Mislili bi, da gledate v majhno mestece. Ni več blatnih ulic, tam je asfalt. Sem bil tam, tako da je zdaj tam asfalt. Torej je rojen v takšnem hasitskem okolju, veste, v času, ko se rusko judovstvo sooča z resnimi izzivi. Od zunaj strašen antisemitizem, izseljevanje, od znotraj pa toliko različnih gibanj, ki imajo svoje rešitve. Haskala, sekularisti, ki želijo narediti Jude bolj ruske in bolj odprte v svet, cionisti, ki imajo to veliko sanje o državi Izrael, socialisti in komunisti, vsi pa se v tem trenutku borijo za judovsko srce. Rojen je v tem trenutku, v tem času izjemnih pretresov. Izživi življenje, polno pretresov, kajti ko car pade, je v svetu komunizma. In ko je izgnan iz Rusije, se bori v Zahodnji Evropi. In ko pobegne iz Zahodne Evrope, pride v Ameriko. Torej mislim, da je tukaj človek, ki je moral živeti v toliko različnih okoljih, s toliko različnimi izzivi in vsak je zelo drugačen od drugega. Ja, mislim, da je ena od točk na začetku vaše knjige, ki me je resnično zanimala. In ko ste pripovedovali zgodovino samega gibanja, pa tudi, veste, njegovo biografijo, ste rekli, da je železnica obšla Lubavič. Po eni strani je to zanimiva zgodba, ki bi jo rad slišal od vas. Ampak tudi zato, ker je to kraj, ki ga je zgodovina nekako obšla, in vendar je ta človek, ki je odraščal na tem zelo, veste, očitno izoliranem kraju, je potem stopil na svetovni oder. Mislim, da ni bil izoliran. Mislim, da je bil to oaza, ker je 3. Rebe povedal. Brata Polikov, ki sta bila znana velika graditelja železnic v Rusiji sredi 19. stoletja, sta imela povezavo z Lubavičem. To mi je tudi vodilo, da želim, da je ta kraj duhovnosti. Naj bo železniška postaja nekoliko bolj oddaljena. Tako je v mestu, ki se imenuje Rudnja, približno, mislim, da skočijo. To je približno 10 milj vožnje, sam sem se peljal po cesti, ampak včasih so prihajali in se vozili s kočijami v Lubavič. Zato je želel, da Lubavič še vedno ohrani to, da ko prideš tja, prideš na kraj duhovnosti. In Lubavič je kljub temu imel na tisoče in tisoče obiskovalcev iz vse Rusije. Tako da, čeprav si moral iti z vlakom in na to voz, ali pa preden je bil vlak, si moral iti samo z vozom,
je bil Ljubavič še vedno duhovna meka za ruske jude, ker na primer pravijo, da je imel tretji Rebe 600.000 privržencev. Ne vem, če je to točna številka, ampak brez dvoma je bil najbolj vplivna rabinska osebnost sredi 19. stoletja v Rusiji. In to se je nadaljevalo z vsakim naslednjim ljubaviškim Rebejem. Torej je bil na neki ravni to kraj, kamor so Judje prihajali po duhovno obnovo. Po drugi strani pa je bil kraj povezan s svetom, vendar je bilo v tem mestu in v tem vzdušju nekaj zelo edinstvenega. Mimogrede, ko greš tja, in jaz sem bil tam kot del raziskave za knjigo, začutiš to edinstvenost, da je bil to kraj, kamor so prihajali ljudje v duhovnem iskanju. In zdaj, ko je bil v svojih 30 letih, je prišlo do te velike kataklizme Prve svetovne vojne. To se danes pogosto pozablja zaradi še bolj grozljivih dogodkov, ki so doleteli evropsko judovstvo. Prva svetovna vojna je bila kataklizma tudi za vzhodnoevropsko judovstvo. Kako je to posebej vplivalo na ljubaviško gibanje? In kako so bili Judje ujeti v boju med nemškim in ruskim imperijem? No, prav, Nemci in Avstro-Ogrska. Tudi Nemci so napadli Rusijo, Ljubavič pa je bil v zahodnji Rusiji. Tako je njegov oče, ki je imel pred leti zelo nenavaden srečanje s cesarjem. Oba, oče in sin, peti Rebe in prejšnji Rebe, bila nekoč v Berlinu in bila sta v nekakšnem javnem okolju, kjer se je pojavil cesar. In cesar je opazil dva rabina v prostoru v gledališču. Bilo je zunanje ali notranje gledališče in obrnil se je k pomočniku, nekaj trenutkov kasneje pa so ju odstranili. In njegov oče, peti Rebe, je rekel svojemu sinu: morava zapustiti Ljubavič. Napada, ker sem že takrat videl, da je ta človek zloben in ne moreva biti na istem mestu kot on. Tako leta 1950. Lahko samo dodam, to je zanimivo, ker je veliko ruskih judov, ki so živeli pod rusko oblastjo, domnevalo, da morajo biti Nemci boljši. Prav. In res so Rusi ne zaupali Judom, ker so domnevali, da bodo mislili, da so Nemci Judje. So živeli z nekoliko več svobode zagotovo, kot so imeli v Rusiji, zato so mislili, da bodo podprli cesarja. Prav, ja, ampak v cesarju je to videl. Večkrat je bil v Nemčiji zaradi zdravniške oskrbe in v cesarju je duhovno videl nekaj, kar lahko sveti Jud opazi, drugi ljudje pa tega niso zaznali. Rekel je: moram zapustiti Ljubavič, ker napada. In tako leta 1915, ko je bilo majhno mesto Ljubavič več kot stoletje, 102 leti prestolnica Chabada, zapustijo Ljubavič in se nikoli več ne vrnejo. In Ljubavič je danes le še spomin. Če greš tja, so nekaj stavb obnovili, vendar tam ne živi noben Jud. Judje so tam živeli do holokausta, a so bili uničeni, njihova življenja so končali nacisti. In tako zapustijo Ljubavič in s tem se začne potovanje, kjer se središče Ljubaviča seli iz kraja v kraj. Najprej iz Ljubaviča v mesto Rostov na jugu Rusije, nato iz Rostova v Sankt Peterburg, ki se je takrat imenoval Leningrad, nato iz Leningrada v Rigo, iz Rige na Poljsko in z Poljske v New York. Začnemo to dolgo odisejado od leta 1915 do 1940, Chabad se končno ustali v Brooklynu. In to destabilizira gibanje. In prav tako pride do obdobja izjemnih pretresov. Najprej je bila Prva svetovna vojna, nato pa je sledilo še nekaj drugega. To bi spremenilo celotno usodo ruskega judovstva, to je bila komunistična revolucija, mi smo jo živimo v zelo, veste, ko se ozremo okoli sebe, vidimo svet kot nekoliko kaotičen. Ampak mislim, da je kaos, s katerim se srečujemo danes, veliko manjši od kaosa ljudi tistega časa, ko so izgubili svoje družine, izgubili svoja domovanja, izgubili svojo svobodo, bili vrženi v popolnoma drugačna politična okolja. Mislim, da čeprav danes vidimo določene izzive za ameriško judovstvo, še vedno menim, da smo v zlati dobi ameriškega judovstva. No, v primerjavi z nestabilnostjo, s katero so se soočali Judi v vzhodni Evropi. Mislim, bili so, veste, ni bilo samo to, bili so v navzkrižnem ognju Prve svetovne vojne, kar, kot sem rekel, ni pogosto omenjeno, ampak potem so bili v navzkrižnem ognju ruske revolucije in pogromov, veste, tako strani belih kot rdečih. In nihče, veste, niso bili na nobeni strani. Nihče jih ni imel za svoje zaveznike.
In to me pripelje, veste, do naslednjega vprašanja, ki je bolševistični državni udar leta 1917 in ustanovitev Sovjetske zveze, kar je bilo očitno ključno obdobje v evropski zgodovini 20. stoletja in katastrofa za Ruse kot celoto. A še posebej katastrofalno je bilo za Jude. Nam lahko poveste, kako so Sovjeti ravnali z Judi v tistem še posebej v tistem prvem desetletju po prvi svetovni vojni? In kaj je bila sekcija in kako je delovala? Tako moramo res reči, da je bil komunizem grozen in čudovit. Ker je do določene točke, do takrat, do komunistične revolucije, bil Jud omejen, da živi le na določenem območju Rusije, v območju naselitve. Ni smel obiskovati fakultete, imel je malo svobode, imel je malo ekonomske stabilnosti. In ena od stvari, ki jih je naredila komunistična revolucija, vsaj na uradni ravni, je bila odstranitev vseh omejitev proti Judom in dovolila jim je, da živijo, kjer želijo, ter da si izberejo izobrazbo ali poklic, ki so ga želeli. In mnogi voditelji komunistične partije so bili Judi, ker so v tem videli upanje, da se znebijo despotskega carja. Po drugi strani pa je bila cena tega, da so se morali znebiti religije, ne samo judovstva. Prav tako so vodili vojno proti krščanstvu. Čudno jih je bilo strah boriti se proti muslimanom, ker jih je bilo veliko. Zelo zanimivo je. In ustvarili so nekaj, kar zveni znano tudi ušesom 21. stoletja. Ja, danes se bojimo postaviti po robu nemoralnosti. Veš, ko vidimo nasilje ali politični ekstremizem v muslimanski skupnosti, se bojimo temu upreti. Enak strah je obstajal med komunisti, ker so ustanovili krščansko organizacijo komunistov, da bi preganjali verne kristjane v Rusiji ali rusko pravoslavno cerkev. In ustanovili so tudi JEV sekcijo, ki je bila judovski oddelek komunistične partije. In mnogi njeni voditelji so prihajali iz vernih družin. In vodili so vojno proti judovstvu v Rusiji, da bi ga uničili. In preprosto so zaprli vse judovske šole, ustvarili so svoj lasten judovski šolski sistem, kjer so se učili v jidišu in namesto o Mojzesu so se učili o Karlu Marksu. In ustvarili so in poskušali so onemogočiti delovanje vseh verskih funkcionarjev, kolikor so lahko, in s tem Judom odrekali pravico, da bi živeli kot verni Judje. In to je pripravilo teren za verjetno eno najpomembnejših bitk v življenju prejšnjega rabija, kjer vsi veliki rabinski voditelji zapustijo Rusijo, on pa ostane z zavezo za dobrobit vsakega Juda v državi in da se upre komunistom. Zdaj nam povejte, kako se je Rebi upiral in kako uspešna so bila njegova prizadevanja za obrambo judovstva v času, ko je bilo pod obleganjem. In za razliko od desetletij kasneje, veste, za tiste med nami, ki smo odrasli, med gibanjem za sovjetske Jude so bili Judje v Sovjetski zvezi večinoma izolirani in brez podpore Judov iz tujine. Še posebej veliko število tistih, ki so bili na levici in so bodisi podpirali Sovjete ali pa so bili vsaj prepričani, da so boljši od svojih carističnih predhodnikov. Zakaj bi se torej vmešavali? No, on je deloval na dveh ravneh. Ustvaril je odbor rabinov, ki je bil javni obraz judovstva v Rusiji. Poleg tega je leta 1924 vzel 9 svojih najbližjih hasidov in skupaj so sklenili, kar se v hebrejščini imenuje Hesas Bris, to je zaveza do smrti, da bodo ohranili judovstvo v Rusiji. Zdaj, mnogi od teh posameznikov, nekateri so šli, veste, med hasidi kroži stara šala. Ko sem odraščal v ješivi, smo imeli te stare haside, ki so vsi šli v Sibirijo in so rekli, ti si bil samo 2 leti v Sibiriji, to je bila samo običajna micva. Jaz sem bil 10 let v Sibiriji, to je prava micva. Tako so ustvarili skrivni podzemni sistem v Rusiji, ki je v bistvu vodil judovske šole, sinagoge, skupnostno strukturo, mikve, karkoli je bilo potrebno, finančno podporo, da so ohranili judovsko življenje dovolj živo v Rusiji. Seveda, ni dvoma, ni doseglo prav vsakega ruskega Juda. Ampak to, kar je naredil, je ustvaril izobraževalni sistem, ki je vztrajal. Enkrat sem slišal neverjeten govor. Leta 1994 sem se v Tel Avivu udeležil spominske slovesnosti za Ljubavičerskega Rebeja le 30 dni po njegovi smrti. Glavni govornik je bil Icak Šamir, takrat nekdanji izraelski premier, in vstal je in rekel, da je bil v 50 letih v Mosadu, izraelski tajni službi, in da so se odločili vzpostaviti stik z ruskimi Judi.
In odkrili smo, da je v vsakem mestu in kraju v Rusiji obstajala skrivna mreža, ki jo je vodil Lubaviški Rebe v New Yorku. Ta mreža je obstajala vse do padca Sovjetske zveze. In če danes pridete v Rusijo, mislim, da 90% judovskega življenja v Ukrajini, Rusiji in vseh državah nekdanje Sovjetske zveze vodi Chabad, ker je ta skrivna mreža vedno obstajala. Imela je vzpone in padce. In na koncu se je pojavila kot preporod judovskega življenja, ki ga danes vidimo v nekdanji Sovjetski zvezi. Torej je preživela. Veliko ljudi je bilo ubitih. Ko sem obiskoval ješivo v Izraelu, so bili nekateri naši glavni učitelji vsi aretirani, veste. In ne zato, ker bi bili vpleteni v nezakonite dejavnosti, ampak ker so izobraževali judovske otroke, pomagali Judom pobegniti iz Rusije. In ti so nam, mimogrede, služili kot močni vzorniki moji generaciji glede samožrtvovanja. Tako je ustvaril skrivno mrežo. V veliki meri so financirali Judje iz tujine. Poskušal je dobiti več podpore iz tujine. S tem se je boril, vendar se je trudil zagotoviti, da je v vsakem mestu in kraju v Rusiji obstajala judovska infrastruktura in to skozi celotno obdobje Sovjetske zveze. Vse je bilo opravljeno v veliki tajnosti. Da sam je bil več kot enkrat aretiran, mislim, kot opisujete v svoji knjigi. 6 ali 7-krat je bil aretiran. In to je doseglo vrhunec leta 1927, ko je bil aretiran in obsojen na smrt. In to je bilo na koncu preklicano zaradi množičnega odziva svetovnega judovstva in bil je izgnan. In končno je bil osvobojen. In s pomočjo velikega diplomatskega napora mu je bilo leta 1927 dovoljeno zapustiti Rusijo. Razmišljal je, ali naj odide ali ne, vendar se je v resnici soočal bodisi s smrtjo, bodisi z odhodom iz Rusije in poskusom organiziranja izven meja Rusije, da bi ohranil tajno mrežo znotraj Rusije. In sprejel je to odločitev. Bil je slabega zdravja. Mislim, to je bilo, veš, v knjigi veliko govoriš o njegovih zdravstvenih težavah. Biti vodja podzemnega gibanja pod aktivnim preganjanjem totalitarne vlade je zastrašujoča naloga, veš, tudi za zelo zdravo osebo. Ampak za osebo, ki je resnično, veš, ki je trpela zaradi resnih zdravstvenih težav, je bilo to zagotovo še toliko težje. Njegovo zdravje se je z leti precej poslabšalo. Leta 1932 so mu diagnosticirali MS, multiplo sklerozo. Ampak mislim, da je bolj zanimivo to, ker mislim, da medtem ko je bil v Rusiji, je imel zdravstvene težave, vendar niso bile tako hude, kot potem, ko je zapustil Rusijo. Kar se mi zdi bolj zanimivo, je to, da je, ko je leta 1940 prišel v Ameriko, s svojo revolucionarno držo nameraval spremeniti ameriško judovstvo. Ko pride z ladje, ima težave z govorom, je na invalidskem vozičku. In sproži preobrazbo ameriškega judovstva v zadnjih 10 letih svojega življenja, ki je res radikalna in neverjetna. In dejstvo, da to počne kljub vsem tem zdravstvenim in medicinskim izzivom, ter da hkrati poskuša rešiti čim več ljudi v Evropi. Hkrati pa mislim, da so izzivi, ki jih je imel kasneje v življenju glede zdravja, bolj zanimivi kot tisti, ki jih je imel, ko je bil v Rusiji. Ampak v Rusiji se je soočal z smrtjo. In brez vsakršnega strahu se je postavil po robu komunistom, kar je mimogrede po mojem mnenju ustvarilo zelo zanimivo kulturo v Chabad. Vsi vedo, da ko je treba nekaj narediti, Chabadovi rabini, ne pravim, da so popolni in da to vedno naredijo, ampak kakorkoli, ampak Chabadovi rabini, Rebevi sinovi, toda v tej skupnosti je resnična kultura žrtvovanja za drugega in pripravljenost iti na različna mesta. Mislim, kdo drug je pripravljen živeti na Mauriciusu ali kjerkoli druge po svetu? Ja, ali kamorkoli že greš. Vsi vedo, če potrebuješ pomoč, če si tam in si obtičal, če si v Machu Picchuju v Južni Ameriki ali kjerkoli druge, je tam Chabad. Odkot to izhaja? Iz kulture samožrtvovanja. In kdo je ustvaril to kulturo? Ustvaril jo je v Rusiji, ker sta on in njegovi privrženci tvegali svoja življenja in v Chabad ugradili to idejo. Da ko gre za delo za napredek judovskega naroda, ko gre za zagovarjanje judovstva, za zagovarjanje Izraela, da moramo biti brez zadržkov, neustrašni in da nas nihče ne bo ustrahoval. In vedno si mislim, ko je moj učitelj v ješivi preživel 9 let v Sibiriji in sem imel težave, veste, vsi imamo težave.
Prišel sem v predmestno sosesko v okrožju Orange, da bi razvil center Chabad, ki je hvala Bogu postal uspešen. A preživeli smo veliko težkih let. In vedno pomislim nase, kakšna je moja težava. Veste, zbrati nekaj denarja ali karkoli sem moral rešiti v primerjavi s tem, da so te poslali v gulag. In mislim, da je to ustvarilo kulturo v Chabadu, ki je resnično vplivala na svetovno judovstvo. Ja, to zagotovo postavi stvari v pravo perspektivo. Ena izmed zanimivih stranskih zgodb, ki se pojavi v vaši knjigi, še posebej v zgodovini pred drugo svetovno vojno ali celo med njo, je včasih harmoničen in včasih napet odnos med Chabadom in skupnim distribucijskim odborom oziroma jointom, ki je bil takrat in je še vedno glavni vir judovske dobrodelne pomoči za ogrožene judovske skupnosti po svetu. Kje so bile točke napetosti med Chabadom in jointom pred drugo svetovno vojno? No, najprej Chabad in joint imata dolgo, stoletno zgodovino odnosa. In to je kot zakon. Včasih se dobro razumeta, včasih pa se ne strinjata. Toda čeprav je prejšnji Rebe imel globoka nesoglasja z jointom v 20 in 30 letih, jih nikoli ni javno kritiziral. To je počel le zasebno, saj je vedno videl vrednost v stvareh, ki jih je joint počel. In tudi mi smo imeli, veste, danes v Rusiji, mislim, da res po padcu komunistične dobe, je bilo v Rusiji veliko prerivanja, kdo bo postal prevladujoča organizacija. Kaj se bo zgodilo? Mislim, da je bilo takrat tudi nekaj napetosti z jointom, ki pa so se zdaj res umirile in zdaj sodelujemo z njimi. Vendar pa mislim, da je to, kar se je zgodilo v 20 in 30 letih, največja napaka v judovski filantropiji v zgodovini človeštva. Kar je joint? Vodja jointa je bil Felix Walberg, ki je bil takrat zet Jakoba Šifa, ki je, mislim, do takrat že umrl. In Felix Walberg, če berete njegovo biografijo, je bil Jud, ki se je na Jom Kipur v templju Emanuel pojavil za pol ure. Ni bil ravno duhovna oseba. Leta 1926 je odšel v Rusijo. Rusi, komunisti, Jevsekcija in komunisti v Rusiji so želeli ustvariti judovske kolonije, kjer bi bili Judi vključeni v kmetijstvo. Rebe je želel, da bi Judom dovolili živeti v urbanih okoljih, kjer bi lahko zasebno delali v svojih domovih. Lahko bi živeli znotraj svojih judovskih skupnosti, imeli bi skupnostno infrastrukturo. Kolikor je mogoče, bi si lahko služili kruh z domačimi obrtnimi dejavnostmi. In to, kar se je zgodilo, je bilo, da je ta titan z Wall Streeta privedel joint do partnerstva s komunisti. In od leta 1924 ali od sredine 1920 let do leta 1937 so vložili, veste, v današnjih dolarjih 250 milijonov dolarjev v to kmetijstvo. Postali so partnerji s komunisti pri gradnji kmetijskih naselij za Jude. Kamor prideš, ni sinagoge, ni šole, ni skupnostne strukture, poskušajo narediti Jude za prave komuniste. In to se slabo konča, ker je leta 1937 Stalin, ki se je obrnil proti vsem, obrnil tudi proti JDC in bilo je 200 delavcev JDC v Rusiji, ki so bili ali izgnani, ubiti ali zaprti. Tako da to skrijejo tukaj v Ameriki, ker bo njihov ugled zelo slab. Veš, kaj se je zgodilo z vsemi našimi ljudmi? In zame je to malo šokantno, ker nikoli ne bom pozabil terorističnih smrti, ki smo jih doživeli v Mumbaju in so nas resnično pretresle do temeljev. In tukaj je joint izgubila 200 ljudi in so to prikrili. Zdaj, to se je zgodilo, res je šokantna zgodba, in on pride v Ameriko leta 1929-1930 in njegov glavni cilj je, da je sodeloval z voditelji jointa v Evropi, ki ga vsi zelo spoštujejo. In kot eden od njih napiše v poročilu voditeljem v Ameriki, je Rebe edini, ki ve, kako spraviti stvari v Rusijo. Z drugimi besedami, denar, organizacija, logistika, on je tisti, ki to uredi. Če želite pomagati Judu v nekem mestu v Rusiji, dajte Rebeju denar v Rigi, v Latviji in v nekaj mesecih bo ta denar v Rusiji in človek ga bo prejel. Vendar je bil Walberg tako prepričan, da dela pravo stvar. Leta 1926 je bil v Rusiji. Videl je vasi, Walberg 6, Walberg 7, vsi so tam stali s svojimi kmetijskimi orodji. Prevarali so ga. Resnično Potemkinove vasi. Ja. Tatanka vasi. In na koncu, tako zanimivo, obstaja časopis. Ne vem, če se ga spomniš. Spomnim se ga kot otrok. Imenoval se je Sovjet Heimland.
Bil je sovjetski propagandni časopis in v 50-ih je pisal, da so judovske kolonije mrtve. Ni uspelo. Torej je Joint porabil $250 milijarde za neuspešen eksperiment. Na drugi strani. $250 milijarde iz 20 in 30 let prejšnjega stoletja. Ja, v 20 letih prejšnjega stoletja. Več denarja kot, kako je bilo to mogoče? Danes je to $250 milijarde. Ampak po drugi strani, ko je 1000 hasidov pobegnilo iz Rusije po vojni, kdo je stal Chabadu ob strani in kdo je bil tam, da je tem ljudem pomagal, da so se naselili in preselili po vsem svetu? To je bil Joint. Ko je Chabad leta 1950 začel ustvarjati šolski sistem v Maroku, ki je imel na koncu na 10 000 učencev, kdo je bil glavni partner Chabada? To je bil Joint. In v mnogih drugih prizadevanjih je bilo tako. Čeprav se je Rebe globoko ne strinjal z njimi, tega nikoli ni javno izrazil, vedno jim je to povedal zasebno, ker vedno je pisal, da Joint dela dobre stvari. Ni se strinjal z Wahlbergom. In Wahlberg, ki je izhajal iz zelo sekularnega pogleda, je na Rebeja gledal z velikim prezirom. Imamo pisma od Wahlberga. Ne zaupam mu, veste. In celo ni verjel, da v Rusiji obstaja antisemitizem. Dojemanje voditeljev Jointa v Ameriki glede resničnosti v Rusiji je bilo naravnost šokantno. Ni bil edini, ki je šel v Rusijo, veste, in mislil, da je videl prihodnost. To je prihodnost. In veste, ampak. Ampak to, kar se je zgodilo, mislim, da je bilo zelo temno poglavje v Jointu, ki ga je na koncu dokumentiral zgodovinar Jointa. Še nikoli nisem videl spomenika za vse ljudi, ki so bili ubiti. Ampak hkrati je bil odnos s Chabadom v povojnem obdobju, v Maroku in v mnogih drugih krajih. In danes v Jointu, veste, smo največji igralec v judovskem življenju v nekdanji Sovjetski zvezi. Joint ima centre, manj kot jih je imel pred 20-30 leti, vendar opravlja veliko pomembnega dela. In v mnogih od teh skupnosti sodelujemo z Jointom in delamo z njimi z roko v roki. Tako je, to je kot dolgo razmerje, je kot družina, mišpaha. Nekaj let se nismo razumeli, potem smo se odlično razumeli in zdaj se trudimo, da bi se razumeli. Tako da mislim, da je tu lekcija za judovske filantrope, da morajo res premisliti, kam vlagajo svoj denar. In danes, in o tem ni dvoma, obstaja določena pristranskost do Chabad, tako da nas vsi v judovski skupnosti, posebej bolj sekularni del, ne želijo podpirati, čeprav smo na mnogih področjih gonilna sila judovskega življenja. Poglejte judovsko življenje na univerzah danes. Uspeh Chabada je neverjeten. In poglejte, če greste v Ukrajino, bil sem tam 2-krat, odkar se je vojna začela. Judovske federacije so zelo podpirale delo, ki ga upravljamo v Ukrajini. In ljudje začnejo spoznavati, da smo mi tisti, ki imamo glavno vlogo v teh okoljih. In zato je med nekaterimi Judi na bolj liberalnem delu judovske skupnosti še vedno določeno nelagodje. In to razumem. Morda se filozofsko ne strinjajo z našim vrednostnim sistemom in našo ideologijo, ampak bi morali resno pogledati in reči, v redu, želimo opraviti delo. Je Chabad res tista skupina ljudi, ki je opremljena za to nalogo? Ker mislim, da se še vedno borimo proti nekaterim tem predsodkom v določenih delih judovskega sveta. Ampak se poistovetim z standardno judovsko zgodbo in zagotovo je zelo zanimiva, znana judovska zgodba, nič novega. Prav. Zdaj, če nadaljujemo zgodbo njegovega življenja, življenja Rebeja, ko je 6. Rebe zapustil Rusijo, je ostal v Evropi v 30 letih, čeprav je obiskal Združene države. Obiskal je, veste, takratno Palestino. Toda, ko sta se dva totalitarna gibanja, komunizem in nacizem, postopoma stopnjevala svoje zatiranje Judov. Kakšni so bili njegovi cilji takrat in kakšen uspeh je imel pri oživljanju judovstva v tistem obdobju na Poljskem, ki je bila pred holokaustom dom milijonom Judov? To je bilo največje središče judovskega življenja na svetu. Prav, v tem ni dvoma, ampak glejte, on pride na Poljsko in ne sledi programu preostalega haredijskega sveta. Haredejski svet je politično povezan z Guš Emunim. Chabad je zgodovinsko vedno zavzemal stališče, da se nikoli ne vpleta v politiko, karkoli že. In tudi on iz Poljske poskuša narediti vse, kar lahko, da pomaga Judom po vsem svetu. Pošilja odposlance v Južno Afriko, Avstralijo in v mnoge druge države, da bi okrepil judovsko življenje. Res je,
vendar ima, zanimivo, ko pride na Poljsko, zelo malo privržencev in ustvari mrežo ješiv, ki je leta 1930 imela eno ješivo z morda 50–100 študenti. In do leta 1939 je imel 11 ješiv za skoraj 1500 študenti. Res je gradil Chabad od znotraj na Poljskem. In včasih je v sporu z drugimi voditelji v bolj haredski skupnosti, ker se jim v političnem okolju ne pridruži, kar velja še danes. Chabad je edina večja verska skupina v Izraelu, ki ni del nobene politične stranke. Chabad, hasidi v Izraelu, vsi glasujejo kot posamezniki za stranko po svoji izbiri. In moram vam povedati nekaj smešnega. Vsako leto objavijo štetje v vsakem mestu v Izraelu, kdo glasuje za katero stranko. Obstaja chabadsko mesto v Izraelu, ki se imenuje Tzfat Chabad. In tam je vedno ena oseba, ki glasuje za levo stranko Merec. Nimam pojma, kdo je to. Morda je šalivec, ampak v Tzfat Chabad je en podpornik Mereca med tisoči voljivcev. Ampak poslušaj, morda je to kakšen star Merecovec, ki je postal veren. To je svobodna država, hvala Bogu, svobodna država. Lahko volijo kogarkoli želijo. Ampak Chabad nikoli ni postal del tega političnega sistema. In zgodovinsko je šel po svoji neodvisni poti. Mislim, da se na Poljskem bori za pomembnost. In prav tako se ne strinja z nekaterimi verskimi oblastmi tam. Hkrati pa skuša navezati stik z judovskimi skupnostmi po svetu. Poskuša zbirati denar in usklajevati tajno mrežo v Rusiji. Kot sem rekel, pošilja odposlance v Južno Afriko, Avstralijo in druge kraje, da bi navezal stik s temi judovskimi skupnostmi. Preživi leto v Ameriki, odkoder se vrne z zelo drugačnim odnosom do ameriškega judovstva, se je veliko ortodoksnih judov gledalo na Ameriko kot na išlo trejfa Medina, torej na neko nečisto, nekošer državo. Ne hodi tja, tvoja judovska vera bo tam opešala. In Rebe se vrne z Amerike po skoraj letu dni z izjemno optimističnim pogledom na ameriško judovstvo. Čuti, da imajo določen čist duh, odprti so za duhovnost in čuti velik optimizem za ameriško judovstvo. In na pomolu, na dan, ko odhaja, reče, da bo Amerika v prihodnosti postala veliko središče judovskega učenja. In ima ta občutek optimizma. Tako je to v tem obdobju med obema vojnama resnično prehodno obdobje za Chabad. Vendar se odloči ostati na Poljskem, ker čuti, da mora skrbeti za rusko judovstvo. Imeli boste večjo bližino in tudi gradili skupnost Chabad znotraj Srednje Evrope ter v Vzhodnji Evropi in na Poljskem v teh državah. V tem svetu bo prihodnost hasidske tradicije. Prav. Holokavst predstavlja očitno obdobje edinstvene tragedije za vse Jude. Toda kakšen je bil njegov vpliv posebej na Chabad, ki je kljub ubegu Rebija, kar je kot vemo zanimiva zgodba sama po sebi, ki jo pripovedujete, večina njegovih voditeljev in rabinov pa je bila skupaj z ostalimi evropskimi Judi ujeta v nacističnem imperiju. In kaj potem, veste, povejte nam malo o tem, kakšno vlogo sta Chabad in Rebi igrala v večinoma neuspešnih, deloma uspešnih prizadevanjih v Združenih državah za ozaveščanje o reševanju judovskega prebivalstva. No, dovolite mi, mislim, da je zanimivo dodati, kako je bil rešen, ker je to nekaj, kar bi lahko bilo v hollywoodskem filmu, vendar ne mislim, da bi Hollywood kdaj posnel film o verskem rabinu, ki je naredil nekaj takega. V nekem povsem drugačnem Hollywoodu, ja. Drugačni vrsti Hollywooda. Vendar pa, ko je Chabad v tej državi še majhen, le peščica aktivistov nekako pridejo do Bele hiše. In ameriška vlada se obrne na nemško vlado in reče, to je september, oktober 1939, rešite tega rabina. Pošljejo enoto nemških vojakov v Varšavo, da ga najdejo. In Nemci želijo to storiti, ker si mislijo, veste kaj, če bodo Američani zadovoljni z nami, morda, veste, vojna, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Sploh ne vem, če so vedeli, kje je vojna. Ja, pomembno je poudariti, da je bila Amerika še vedno nevtralna, ko je bila Poljska osvojena. Združene države se v vojno vključijo šele čez 2 leti. Amerika se v vojno ne vključi še 2 leti. Torej v tem trenutku Nemčija misli, če naredimo uslugo Američanom, bodo do nas nevtralni, saj so v tem trenutku nevtralni. Tako odkrijejo, kje se nahaja, in on je poslan konec decembra 1939 poslanje v Rigo. In iz Rige pride v Združene države. Ko pride v Združene države, najprej naredi vse, kar lahko,
da reši študente svojih ješiv. Spodbujal je čim več pripadnikov Chabada na Poljskem, naj zapustijo Poljsko in gredo v Litvo, ki je bila takrat nevtralna država. In začne pošiljati pisma po vsem svetu, da bi našel vize, da bi našel kraje, kamor bi lahko šli. In poskuša zbrati denar, vendar so njegova sredstva zelo omejena. In tukaj v Združenih državah nima močne baze podpore. Danes, ko pogledate Chabad, je to judovska velesila. Veste, v vsaki ameriški predmestni soseski je velika stavba Chabada. Toda v tistih časih je bilo v Ameriki morda 100 pravih hasidov in nobeden od njih ni imel pravega denarja. Torej nima denarja. In čeprav je Chabad prišel do visokih krogov ameriške vlade, da bi rebe rešili, se to ni nikakor prelevilo v politični vpliv. Bila je enkratna stvar. Nekateri ključni ljudje v Rooseveltovi beli hiši so se odločili, da želijo rešiti tega rabina. Kasneje jih ni več zanimalo. Torej nima političnega vpliva, ima malo finančnih sredstev in v zgodnjem obdobju naredi vse, kar lahko, da reši čim več učencev. Ampak je resnično demoraliziran, ker ima občutek in leta 1943 napiše dolgo pismo, da nas politiki ne poslušajo. In v preteklosti, piše, so se Judje vedno lahko zavzemali pri politikih, ki so poskušali biti odprti. Mediji niso zainteresirani za to, kar imamo povedati. Judovski voditelji so precej nemočni. In vemo, če pogledate, veste, ni dvoma, kot piše Rafael Medov, da se je Roosevelt dobrikal najpomembnejšemu judovskemu voditelju tistega časa, Štefana S. Weissa, ki mu je primanjkovalo poguma, da bi stopil naprej in organiziral ameriško judovsko skupnost, da bi se postavila po robu beli hiši. Res je bilo tako. Želeli so voditi vojno in ne reševati Judov. Niso želeli bombardirati Auschwitza, niso želeli narediti tistih preprostih stvari, ki bi to omogočile. Tako je Rebe izjemno frustriran, ker nima vpliva in nima denarja. Nima vpliva, poskuša narediti vse, kar lahko, da bi rešil vsakega posameznika. Ko izve, da so Judi, ki jih pozna, v begunskih taboriščih v Avstraliji, piše svojim privržencem v Avstraliji: prosim, poskrbite zanje. Ko najde ameriške begunce na severu Saguaro, pošlje svoje privržence, da poskrbijo zanje. Karkoli lahko naredi, vendar je izjemno omejen. Prav tako ni zdrav, je na invalidskem vozičku, ni mobilen, ne more zares potovati. Zanimivo je, da podpira znameniti pohod na Washington oktobra 1943, na katerega pošlje zelo ugledno skupino. Vendar sam ne more iti, ker je fizično nesposoben potovati tja. Vendar pošlje zelo ugledne, pošlje 4 svoje, zelo spoštovane haside, da zastopajo Chabad na tem pohodu. Kar se izkaže, da je katalizator za odbor za vojne begunce, ki začne spreminjati usodo in reši veliko Judov v Evropi. Ampak mislim, da je naredil vse, kar je lahko v svojem okviru. Toda zaradi svoje nezmožnosti delovanja na politični ravni, tudi sam pravi, to je čas, ko moramo odgovoriti duhovno, z molitvijo, z večjim učenjem Tore, z obračanjem k Bogu. Klasičen judovski odziv v strašnih trenutkih tragedije in krize je, da mora priti do duhovnega razmisleka. Zato je tudi tokrat prosil za to. To, da reši skupino svojih učencev, ki na koncu pristanejo v Šanghaju. Skoraj 50 jih konča v Šanghaju, nekateri pridejo v Kanado še pred vojno. In vedno išče, kaj lahko stori. Rad bi vam povedal zelo zanimivo zgodbo o njem, ki se mi zdi zelo intrigantna. Januarja 1941 je skupina učencev iz Tels ješive, ki je znana ješiva v Evropi, vsi so imeli britanske potne liste, pristali, mislim, da v Brisbaneu ali Adelaidi. Na koncu pristanejo v Avstraliji. Ko so jih Avstralci tam zagledali, bila je država britanske skupnosti narodov. Tako so prišli tja. Prepotovali so celotno širino Rusije do Kitajske. Amerika vstopi v vojno šele decembra 1941, to je januar 1941, in oni pristanejo v Avstraliji. Krajevni avstralski Judi, takrat v Avstraliji ni bilo judovskih dnevnih šol. Bili so ortodoksni rabini, vendar so bili umirjeni. Niso se zoperstavili upadanju religioznosti svojih članov. Zato so lokalni Judi rekli, veste kaj, vi bi res morali iti v Ameriko. Mi vam bomo plačali pot. Tako so vsi študentje Tels ješive pisali pisma vodji dekanata Roš ješive, Tels ješive, ki je prišel iz Evrope. Bil je že v Ameriki, imenoval se je rabin Eliezer Block, velik poznavalec Tore. Priskrbite nam vize za Ameriko.
in dobijo vize ter gredo v Cleveland, kjer so ponovno ustanovili Telz ješivo, ki obstaja še danes. V tej skupini je bil en študent iz Chabada, ime mu je bilo Chaim Gutnik in prihajal je iz chabadske družine. Zato napiše pismo Rebeju v Brooklynu in reče: pošljite mi vizo. In Rebe mu pošlje sporočilo nazaj. Januarja 41 po vojni bodo begunce prihajali v Avstralijo in ti moraš ostati tam, da ustvariš kraj za Tora in jih učiš o Bogu ter okrepiš judovstvo. Takrat je bil Hitler na svoji najmočnejši poziciji v Evropi. Roosevelt Churchillu še ni zares pomagal tako, kot bi si Churchill želel. Anglija se bori v bitki za Blitz in Rebe pravi, da bodo po vojni begunci prihajali v Avstralijo. In če greste danes v Avstralijo, je ena izmed najbolj uglednih rabinskih družin, vodja rabinskega sodišča, vodja kašruta, povsod je družina Gutnik, ki je postala ena najbolj uglednih, on je postal eden najbolj uglednih rabinov v Avstraliji svojega časa. In njegovi otroci, vnuki in celo pravnuki danes še naprej nadaljujejo to dediščino. Toda to je bila vizija Rebeja, ki je videl ne le to, kar se je dogajalo takrat, ampak tudi to, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Zato je to izpostavil zdaj. In danes je 80% rabinov v Avstraliji, Chabad rabinov v sinagogah. To je kar potovanje in veliko dobrih stvari. Mimogrede, veliko dobrih stvari. Pozdravljeni. Ko je bil v Združenih državah, kot pišete v svoji knjigi, se je Rebe zavestno odločil narediti nekaj drugačnega. Ne da bi poskušal se zliti z okolico, kot so to storile druge ortodoksne ali hasidske skupine, ampak da bi poskušal širiti filozofijo Chabada in razširiti judovsko izobraževanje. Za razliko od drugih, ki so menili, da je trend sekularnega judovstva nekaj, kar moramo preprosto sprejeti in da moramo ohraniti svojo majhno skupnost, ter da ne moremo nagovarjati druge. Zakaj se odloči tako? In kakšen je bil takrat odziv večine judovskega sveta? Najprej večina judovskega sveta, predvsem sekularni Judi, je menila, da je bil nepomemben. Ortodoksni judovski svet je menil, da živi v fantaziji. In ko stopi z ladje, slavno izreče stavek: Amerika je ništ andas, Amerika ni drugačna. Judovstvo bo v tej državi preživelo in uspevalo tako kot v Evropi. In temu izrazu posvetiš 2 poglavji. Prav, in to je zelo pomemben izraz. In to je tisto, kar je počel v 5 letih vojne in kaj je počel po vojni. Obe stvari sta zelo pomembni. In to, kar naredi, je, da spremeni pristop tradicionalnega judovstva v Ameriki iz obrambe v napad. Ne bo sedel križem rok in čakal, da prideš k njemu. Torej, njegova prva večja pobuda je med letoma 1940 in 1950 po besedah profesorja Sarne, ki je verjetno najuglednejši judovski zgodovinar v Ameriki. Profesor Jonathan Sarna. Jonathan pravi, da je bilo ustanovljenih 92 judovskih dnevnih šol. Tretjino teh je ustanovil Rebe, večino pa v 5 letih vojne. In kar naredi, pravi, je, da moramo revolucionirati judovstvo v Ameriki. Glavno orodje za to pa je judovsko izobraževanje. V Ameriki pravzaprav počne isto, kot je počel v Rusiji, saj je imel v Ameriki enak spor z ortodoksnim svetom kot v Rusiji. Ko pride komunizem, vsi veliki voditelji velikih ješiv, Reb Israel Salanter, Hafetz Haim, ki je svetniška oseba, Reb Aaron Kotler, vsi ti ljudje odidejo s svojimi ješivami in še mnogi drugi. Rečejo, pojdimo takoj iz Rusije, odšli bomo na Poljsko ali v Litvo in poskrbeli, da bo judovstvo preživelo. Nekateri izmed njih pridejo v Ameriko na začetku vojne in med vojno, pred vojno in želijo znova ustvariti model judovstva kot trdnjave, ki še danes obstaja. Pojdite v Lakewood, New Jersey. To je izjemen uspeh. Tam v znameniti ješivi redno študira 5–6 tisoč ljudi. Ampak to je v Lakewoodu, New Jersey. Rebe pravi, ne, jaz sem odgovoren za blaginjo vsakega Juda v tej državi, vsakega Juda na svetu. To je vizija globalnega voditelja. In pravi, kar želim narediti, je ustvariti mrežo, spremeniti odnos do judovskega izobraževanja v Ameriki. Večina ameriških Judov misli, da so javne šole vstopnica za fakulteto, univerzo in uspeh v tej državi. On gre proti toku. Raven judovske izobrazbe tukaj je izjemno nizek. Ampak najboljši opis zame
je bil ta, ki mi ga je povedal rabin, ki ni več živ, ampak je bil na vratih. Bil je na pomolu tisti dan, ko je Rebe prispel. In povedal mi je to zgodbo. Njegovo ime je bilo rabin Herschel Fogelman in prejšnji Rebe ga je sredi 40 let poslal v Worcester v Massachusettsu, da ustanovi judovsko dnevno šolo. Njegovi otroci še danes nadaljujejo njegovo zapuščino tam. In dovolite, da vam povem, kaj mi je povedal. Rekel je, v tistih dneh je bilo v Ameriki le nekaj ješiv. Matična ješiva Amerike je bila Torah Vodaas. To je še danes odlična ješiva, res odlična ješiva. In on, rabin Fogelman, je bil študent ješive, star 18-19 let v Torah Vodaas. In opisal mi je, da smo se mi, tisti redki verni Judi v Ameriki, počutili kot kolona vozov na preriji, obkrožena z Indijanci. Vsi smo že videli stare western filme, kjer so vozovi v krogu, Indijanci pa krožijo okoli njih, streljajo, vsi se poskušajo braniti, Indijanci pa jih poskušajo napasti. In potem pride ameriška konjenica in prežene Indijance. Ampak kaj mi je povedal Fogelman? Da je Rebe prišel kot ameriška konjenica in ni hotel samo pregnati Indijancev, hotel je osvojiti celotno celino. S tem spremeni miselnost ameriških Judov iz obrambe v napad. Boriti se mora znotraj svoje skupnosti, da jim razširi obzorja. Boriti se mora z ostalim ortodoksnim judovskim svetom, ki celo tiste, ki poskušajo ustanavljati institucije v Ameriki, vidi kot tiste, ki sledijo modelu trdnjavskega judovstva. Zgradili bomo institucijo za naše otroke. Ne bomo preoblikovali celotne skupnosti. Rebe je revolucionar. In zdaj vidimo, če preskočimo v leto 2026, po najnovejši raziskavi Pew, 1/3 ameriških Judov vsako leto obišče Chabad. Veš, to je res osupljivo. Z drugimi besedami, lahko bi trdili, da je število ljudi, ki obiskujejo Chabad, od katerih jih je 80-90% neortodoksnih, večje kot število tistih, ki danes obiskujejo reformne skupnosti. Mislim, da lahko za to dejstvo podaš statistični argument. Še bolj osupljiva izjava. In to tudi pokaže, kako so stari načini, po katerih se delimo in se identificiramo po pripadnosti, na neki način zdaj že zastareli. Absolutno. In tukaj vidimo, da pride z ladje leta 1940 želi spremeniti smer ameriškega judovstva. In ko bi Chabad rekel, če pride 1/3, kje sta še preostali 2/3? Tudi njiju moraš pripeljati skozi glavna vrata. To, da v tem trenutku spreminja smer tradicionalnega judovstva v tej državi. Ne poskuša reči, naredil bom odlično ješivo. Čeprav so to odlične ješive in dosegajo izjemne stvari, vendar niso zares pomembne za kraj, kjer živim, v okrožju Orange v Kaliforniji. On želi spremeniti smer. Ima ta občutek optimizma. Spremenil bo smer. In z omejenimi viri je na invalidskem vozičku. Njegov govor je otežen in zahteven. In koliko hasidov ima v Ameriki? 100? 200? Ne govorim o ljudeh, ki imajo radi Chabad iz stare domovine, ampak pravih hasidov je zelo malo. Pravi, spremenil bom ameriški judizem. In zdaj, ko gledamo naprej, veste, 80-90 let kasneje, lahko vidimo vpliv teh odločitev, ker je tisto, kar je Rebe res naredil, bilo to, da je prevzel štafeto, ki mu jo je predal njegov tast, prejšnji Rebe. To je popeljal naprej na izjemno ustvarjalne načine, a v mnogih pogledih je preprosto vzel ideje svojega tasta, jih razširil, okrepil in spremenil usodo judovskega naroda. Ja, to je zelo ključen trenutek in pravzaprav prelomnica v ameriški judovski zgodovini. Ena od ključnih razlik med Chabadom in nekaterimi drugimi ortodoksnimi gibanji je bil njegov odnos do cionizma. Chabad je bilo gibanje, ki je imelo, kot pišete, zelo močne vezi z deželo Izrael že dolgo pred ustanovitvijo države Izrael. Toda tako kot mnogi drugi, ki so bili pred letom 1948 sovražno nastrojeni do cionizma, se močno ne strinjal s sekularnimi Judi, ki so želeli v Izraelu v bistvu preoblikovati judovsko identiteto in zavreči vero ter tradicijo. Toda po letu 1948 je Rebe sprejel drugačno odločitev glede države Izrael kot nekateri drugi v verski skupnosti. Kaj je storil in kaj ga je motiviralo k tej odločitvi? Najprej. Da razumemo ozadje. Chabad je bil zgodovinsko, tako kot druge verske skupine v Rusiji, globoko zaskrbljen zaradi ideje, da bi morala biti osrednja temelj judovske identitete Torah in ne sekularni nacionalizem.
Torej je bil eden od razlogov tudi nasprotovanje sionizmu. Pravzaprav obstaja zelo zanimiva zgodba, da se je prva sionistična skupina v Rusiji imenovala Bilu, Bet Jaakov Lehu Vnuha, hiša Jakobova, pojdimo ven. In četrti rebe, njegovo ime je bilo Reb Šmuel, ki je umrl leta 1883. Rekel je, da se je pogovarjal z Bilu, v Tori piše: hiša Jakobova, pojdimo ven, Beor Hašem, v božji luči. Rekel je, če bi dodali še zadnji dve vrstici, bi se tudi jaz pridružil in odšel v Erec Izrael. Torej je bil spor v bistvu o naravi judovske identitete in o tem, kaj so temelji judovske identitete. In sionizem, in v mnogih pogledih je bil njegov namen prav to, spremeniti način, kako so se Judje gledali, da imamo narod in imamo državo, ne potrebujemo več judovstva in ne potrebujemo več Tore. Vendar pa obstajajo trije odzivi na ustanovitev države v letih 1947 in 1948. Moramo razumeti, kaj so ti odzivi. Haredski svet je rekel, veste kaj? Imeli smo zelo slab odnos s sionizmom zadnjih 70-80 let. Ustvarili bomo družbo znotraj družbe. Imeli bomo svoje politične stranke, da se zaščitimo. Resnično nočemo podpirati služenja v vojski. Nočemo biti tako aktivno vključeni v izraelsko družbo, zavzeli bomo to držo ločenosti. Religiozni sionisti so rekli, da je država začetek procesa odrešitve. In obstaja molitev za državo Izrael, kjer so besede Rešet Smihut Gulatenu, prvi cvet naše odrešitve. In oni so to videli kot nekaj z zelo močnimi verskimi koreninami. Ki jo molijo v konzervativnih sinagogah, pa tudi mnogi konzervativci. Chabad je zavzel srednjo pot. Chabad je rekel, da je šel po poti med tema dvema različnima elementoma. Prvič, ne strinjamo se z idejo o ločenosti od sodobne izraelske družbe. Zato želimo biti vključeni v del te družbe. Prejšnji rebe je svojim sledilcem povedal, da mora vsakdo prispevati k obrambi države, da moramo iti v vojsko. Pravzaprav dokler vrhovno sodišče, nad katerim imamo v Izraelu svoje pritožbe, tega ni uničilo. Smo imeli, to je tema, o kateri smo že govorili v tem podcastu, zagotovo. Imeli smo dogovor, ki je bil neuraden več let. Zadnjih 20 let je bilo uradno, da so Chabad in rabinski študentje, ne dekleta, ampak fantje, obiskovali ješivo in kasneje šli v vojsko. In pred 2 tednoma je izraelski obrambni minister obžaloval, da izgubljamo veliko vrhunskih vojakov, ker je Chabadov dogovor razveljavilo izraelsko vrhovno sodišče. Bili smo edini haredski sektor, ki je bil pripravljen iti v vojsko, in izgubili smo več kot ducat Chabadovih vojakov, kar jih ne naredi nič bolj svetih kot kogarkoli drugega. Tako kot številni drugi vojaki, ki so žrtvovali svoje življenja, odkar se je vojna začela 7. oktobra. Tako smo bili pripravljeni iti v vojsko kasneje v določenem dogovoru. Želeli smo, da naši fantje nekaj časa študirajo v ješivi in vsa ta leta smo imeli zelo dober delovni odnos z vlado. In želeli smo biti aktivno vključeni v izraelsko družbo. In zadnja točka je bila, da ne bomo vpleteni v politiko. Z drugimi besedami, kot posamezniki lahko glasujemo za politično stranko. In obstajajo določene stranke, ki si prizadevajo za ta glas Chabada. Ampak Chabad nikoli ne podpira nobene stranke. V 2 volitvah je bil vpleten v nenavadnih okoliščinah, vendar je to bilo že dolgo nazaj, pred 30 leti. In nismo vpleteni v izraelske volitve, imamo določena načela. Rebe je bil vedno zelo zaskrbljen, da bi predaja ozemlja ogrozila varnost države Izrael, kar temelji na vprašanju varnosti. In nekaj, kar se je žal izkazalo za zelo, zelo resnično. Ampak potrebovali smo čas, želimo biti dejavni del izraelske družbe. Še vedno nas skrbi ta ideja sekularnega nacionalizma, ki nadomešča judovsko identiteto, in ta koncept, to nas še vedno skrbi, ne skrivamo se pred tem. A hkrati vam bom povedal najbolj zanimiv statistični podatek in to je res šokantno. Judovske federacije v Severni Ameriki so opravile študijo, ki so jo objavile pred letom dni, vendar ni bilo vse objavljeno javno, o sionizmu in ameriški judovski skupnosti. In številke so naslednje. V reformnem gibanju se 32% ljudi samo opredeljuje kot cionisti. V konzervativnem gibanju jih je 55%. Pri ortodoksnih jih je 65%. In pri Chabad, kjer gre večinoma za nereligiozne jude, neortodoksne jude, ki hodijo k Chabad, jih 82% pravi, da so cionisti. Ko je bila ta študija objavljena, sem sedel s skupino ameriških judovskih voditeljev
In sem rekel, kakšna je razlika med nami in vami? Rekel sem, vi govorite o Balfourju in Hitlerju. Ne o Hitlerju, bog ne daj. O Balfourju in Herzlu sem se zmotil. Balfour in Herzl, ki sta imela plemenite ideje, veste, želela sta zgraditi državo in vse to. In mi govorimo z judovskimi Judi o temeljni zavezi Abrahama z Bogom, ki pravi, da dežela Izrael pripada judovskemu ljudstvu. Z drugimi besedami, ideja Erek Izraela, je temeljno načelo v judovski identiteti, ki sega do samega bistva naše duhovne identitete. Tako da, kar je precej nenavadno. Stvar, ki jo anticionistični Judi na levici zanikajo, skupaj z vsem, kar zanikajo. In tako, kar je precej nenavadno, je gibanje, ki je bilo dolga leta anticionistično. Zaradi vidika sekularnega nacionalizma je danes največji steber podpore v diaspori za sodobno državo Izrael. In to ni osnovano na statistiki, ki je nisem ustvaril jaz, lahko vprašate kateregakoli izraelskega diplomata. Ni mi mar, ali je v Peruju, ali je v Paragvaju, ali je v Avstraliji, ali je v Argentini. Povedal vam bo, na koga se lahko zanesejo v lokalni judovski skupnosti, da bi zgradili podporo Izraelu. To so volitve. Torej, čeprav nam je še vedno neprijetno zaradi tega elementa sekularnega nacionalizma, vseeno močno verjamemo v podporo Izraelu. Verjamemo v to, kar se je zgodilo. Vse, kar se je zgodilo v teh vojnah, je bilo čudežno. To misel bom zaključil z zelo zanimivo izjavo. Zdaj obeležujemo 50 let od slavnega operacije v Entebeju. In želim z vami deliti, kaj je Ljubaviški Rebe povedal teden ali dva po tem napadu. Rekel je, če bi bil vojak, ki nikoli, in vsi vemo, da so letala letela na šabat in pristala v soboto zvečer v Entebeju, da bi rešila, veste, Izraelce, vse ljudi, ki so bili tam ugrabljeni, in izgubili smo brata Bibija Netanjahuja. In bila je še ena ženska po imenu Edita Blok, mislim, da je bilo njeno ime Blok, ki je bila ubita. Vsi ostali pa so bili rešeni. In Rebe je rekel takole, če bi bil vojak, izraelski vojak, ki v svojem življenju nikoli ni obhajal niti enega šabata, niti ene sobote, pa je letel na šabat, da bi rešil življenja ljudi v Entebeju. On je, in to bom povedal v hebrejščini, Begeder Cadik Gomor. Velja za svetega človeka, za cadika, pravičnega človeka. Ker tako gledaš na izraelskega vojaka, ki tvega svoje življenje. In pravzaprav imamo veliko vojakov brez družine iz skupnosti Chabad v Ameriki. In eden izmed njih je bil pred kratkim ubit, Moshe Itzhak Katz iz New Havena. Bil je ubit. Bil je v padalskem korpusu kot hasid, z brado, vse kar spada zraven, in bil je iz New Havena v Connecticutu. Poimenovanje po enem izmed pionirskih odposlancev prejšnjega Rebija, ki je bil leta 1943 poslan v New Haven, da ustanovi judovsko dnevno šolo. Pred približno 2 mesecema je bil ubit v bitki v Libanonu. Torej smo plačali ceno. Pripravljeni smo stopiti v bran Izraelu. Še vedno nas skrbi sekularni nacionalizem. Ne ukvarjamo se s politiko v Izraelu, ukvarjamo se z idejami. In imamo več kot 1000 ustanov v Izraelu, ki negujejo judovsko življenje v državi na nepolitičen način. Ja, to je popolnoma prav. Zdaj, moje zadnje vprašanje. V knjigi Undaunted podate zelo močan argument za idejo, da je bil 6. Rebe ena najpomembnejših osebnosti v judovskem življenju 20. stoletja. Tudi s pisanjem te knjige ste, poskušali ustvariti delo resnega zgodovinskega raziskovanja. Ampak tudi takšno, ki vključuje nekaj folklor gibanja o njem in njegovih predhodnikih. In ki vidi Chabadove rebije kot duhovne osebnosti, katerih življenja so skoraj nadčloveška, namesto da bi bili zgolj navadni rabini. Kako težko je bilo poskušati prikazati obe plati tega človeka, njegovega gibanja v eni knjigi? No, glejte, na eni ravni mislim, da je ta boj v meni kot hasidu. Ker hasid gleda na rebija kot na svetega človeka, ter vidi, da živi na drugi ravni. In jaz osebno nikoli nisem srečal prejšnjega rebija, zato vam o njem ne morem govoriti, ampak po stotinah srečanj z rebijem, zasebnih srečanj z rebijem, več 10 farbrengov, veste, rekel bi 100 farbrengov hasidskih srečanj, veliko različnih srečanj z rebijem. Rebi mi je dal tudi zelo pomembne nasvete in pomembne trenutke v mojem življenju, ki so močno vplivali name. Prijatelj, konservativni rabin mi je pred časom rekel, Dov,
Naredil sem napako v svojem življenju. Rekel sem, kakšno? Rekel je, nikoli nisem srečal Rebeja. Zato sem mu rekel, da sta dve stvari, ki jo nisi doživel. Rekel sem, nisi doživel čustvene iskrenosti in nisi srečal človeka, ki živi kot cadik, ki živi na višji duhovni ravni. Ker ko si imel opravka z Rebejem, veš, da je vse resnica. In drugič, da živijo na višji duhovni ravni. Lahko ti povem, kar imenujemo zgodbe o Rebeju. Veš, osebno sem z Rebejem doživel nekaj, kar je dobesedno čudež. In dejansko sem se v knjigi izogibal vsem tem vrstam zgodb. V opomba sem vključil samo eno, ki govori o ženski iz moje skupnosti. Od takrat je že umrla. Njena hči živi v moji skupnosti, ki je leta 1932 na železniški postaji prejela blagoslov od Rebeja in je bil povrnjen vid. Tako da nisem šel v to smer, nisem se spuščal v te zgodbe. Želel sem napisati knjigo, ki ne bi bila hagiografija, ampak resnična in celovita. Knjiga ima 120 strani virov. Torej, če se ne strinjate s tem, kar sem napisal, lahko izpodbijate vire. Morda se tudi motim. To je resno zgodovinsko delo, kar je prav. In tako sem bil tudi izučen. Veš, študiral sem zgodovino, ne novinarstva. Meni se je to zdelo zelo pomembno. Ker je večina knjig, ki jih najdemo, biografije velikih rabinov, ki krožijo, še posebej v ortodoksnem svetu, v bistvu hagiografije. Ne govorijo o njihovih težavah, ne govorijo o njihovih izzivih. Kar je pri prejšnjem Rebiju tako edinstveno, je to, da je toliko pisal o svojem notranjem svetu. Imamo na tisoče pisem, ki jih je napisal. Imamo dnevnike, ki jih je pisal. Tako imamo resničen vpogled v njegovo lastno občutanje bolečine, ko piše o holokaustu leta 1943, ko leto prej napiše pismo: Sem v Ameriki, poskušam narediti vse te stvari, noben od hasidov me ne posluša. Je zelo frustriran. Imamo resničen vpogled, piše o svojih zdravstvenih težavah. Piše o sebi, vidimo ga skozi njegove lastne besede. In to je eden največjih blagoslovov, ki sem jih imel pri pisanju te knjige, saj sem imel toliko gradiva, ki ga je on sam napisal in tako naprej. Želim si, da bi to lahko napisal pred 25-30 leti, ker bi lahko srečal veliko ljudi, ki so imeli z njim tesnejši odnos. Tako sem se trudil. Nisem želel napisati knjige, ki bi bila hagiografija, kjer je vse čudovito in sladko. In veste, vsi prodajajo te zgodbe o teh velikih rabinih. Rodili so se, pri 6 letih so se naučili Mišno, naučili so se Talmuda. Imeli so 12 let in nikoli v življenju niso imeli trenutka stiske. To preprosto ni res. In tega okolja nisem želel ustvariti. In to je eden od razlogov, zakaj imam na primer uveljavljenega judovskega založnika Koren, Magid, ki je oddelek Korena, ki ga nisem dobil. Želel sem imeti tak občutek neodvisnosti. In zdaj me je res presenetilo, da je Chabad zelo samokritična skupnost. Je zelo samostojno misleča skupnost. Obstaja izjemna mera individualizma. Hvala Bogu sem bil deležen kritik. Morda sem kje kakšno dejstvo nekoliko zgrešil, ampak knjiga je bila izjemno dobro sprejeta. In to me je zelo presenetilo. Mislim, da je to zato, ker je Rebe tako odkrit o sebi in ker je tema tako zanimiva. In poleg tega sem poskušal dati temu zgodovinski kontekst, ne le gledati na njegove dosežke, ampak jih postaviti v zgodovinski kontekst dosežkov drugih. Kar veliko ljudi, ko pišejo zgodovino, še posebej v ortodoksnem svetu, vidijo samo svoj pristop kot edini pristop. In vidim dosežke drugih kot pomembne. Zato mi je bilo to težko narediti. Zelo sem se trudil. Nekatera poglavja sem pripravljal zelo dolgo in trdo. Rekel bi, da mi je 10. poglavje, ki obravnava vojna leta, vzelo res 3-4 mesece, da sem ga predelal, saj je imelo nekaj najtežjih vprašanj, s katerimi sem se moral soočiti. Ampak mislim, da je njegovo življenje res izjemno. In vidimo, kako je on najprej, res verjamem, kar piše na naslovnici, da je rešil ruske jude, sovjetske jude, ker je danes judovstvo v Rusiji, v nekdanji Sovjetski zvezi, skoraj vse tisto, kar je bilo pod zemljo, to je prišlo na plano. Spremenil je smer ameriškega judovstva. In zadnja leta njegovega življenja, o katerih pišem v zadnjem poglavju, naredi tudi nekaj revolucionarnega. Se leta 1946, konec 46 in 47 tisoč Chabad hasidov pobegne iz Rusije s ponarejenimi poljskimi potnimi listi. Mimogrede, to ni samo hollywoodski film, to je Netflixova serija. Ampak spet, tega ne bodo naredili, ker Bog ne daj, da bi naredili kaj dobrega. Zdaj pobegnejo iz Rusije. Ti ljudje so živeli pod 25-30 leti komunističnega zatiranja,
so utrujeni. Moj brat je šel v Sibirijo, moj bratranec je šel v Sibirijo, jaz sem šel v Sibirijo. Da pa vam predstavim, kakšen je pristop Rebeja k temu, je tukaj človek po imenu Semah Garevič. 5 let je preživel v sovjetskem zaporu. Svojo družino je pobegnil iz Rusije. Pride v Nemčijo, nato je v taboriščih za razseljene osebe, poskuša priti v Ameriko in končno pride na Kubo. Tja pride leta 1949, ne more dobiti ameriškega vizuma. Napiše pismo svojemu stricu v Ameriki, ki je tajnik Rebeja, in reče: prosim, povej Rebeju, da potrebujem pomoč pri pridobivanju vizuma. Rebi pošlje nazaj sporočilo: zakaj se Semah tako mudi sem? Na Kubi je toliko stvari, ki jih je treba postoriti. Bil je rabin, ki mu je pošiljal pisma iz Santiaga, ni bil Chabad rabin. Pošlje Semaha v Santiago, pove mu, naj ustanovi judovske šole. Zakaj bežiš v Ameriko? Imamo Jude na Kubi. To je bilo pred Castrom. Moramo poskrbeti zanje. Kaj počneš? Ta človek je preživel 5 let v Sibiriji. Je sam, ženo in otroki, in on je edini hasid na vsej Kubi. Kaj delaš, da bi spremenil judovstvo na Kubi? V redu, na koncu, potem ko naredi celo vrsto stvari, pošlje sporočilo: povejte Semahu, da lahko že pride, veste, in pride v Ameriko. Ampak vzame te haside, ki so prišli iz te grozne sovjetske stiske, in rabinske študente, ki so preživeli Šanghaj, in jim reče: v redu, fante in dekleta, vas želim spodbuditi, da greste v Avstralijo. Vi pojdite v Francijo, vi pojdite v London, vi pojdite v Izrael, v novo mesto Chabad. Če greste in pogledate po svetu danes in greste ter vidite, kaj je danes Chabad v Franciji, kjer je polovica rabinov v Franciji Chabad rabinov. Če greste v Anglijo ali Avstralijo, kjer je danes Chabad, brez dvoma, veste, 80% rabinov v vseh sinagogah so Chabad rabini. Šole, to je največja organizacija v državi v Južni Ameriki. In na vseh teh krajih on gradi prihodnost tako, da pošilja svoje najbližje haside. Vsi so utrujeni, preživeli so komunizem. Niso navdušeni nad vsem tem. On se bori. Ni vsak, ki posluša in želi spremeniti svetovno judovstvo. In njegovo zadnje dejanje je najbolj zanimivo. Saj se obrne na skupino študentov ješive v New Yorku, ne na študente Chabada, okoli praznikov leta 1950. Septembra 1950 jim reče: želim vas poslati v Maroko, da ustvarite judovski šolski sistem. To so študentje ješive Mir, nočejo iti. Zato tik pred svojo smrtjo naroči svojemu zetu: želim ustvariti šolski sistem v Maroku, Tuniziji in Severni Afriki. In kaj naredi njegov zet kot prvo dejanje, ko postane rebe, še preden uradno prevzame vlogo rebeja? Chabad ustvari ogromno izobraževalno mrežo v 50. in 60. letih v sodelovanju z Jointom, kar jim gre v čast, kar v bistvu omogoči številnim judom v Severni Afriki, Tuniziji in Maroku judovsko izobrazbo. Tako je zadnje dejanje na tem svetu hasidskega rebeja, rojenega v majhnem mestu Ljubavič, zagotoviti, da ima jud v Meknesu, Kasablanci, Fezu judovsko izobrazbo. To je vizija globalnega judovskega voditelja. Zelo pomembna točka in dobra za zaključek. Rabi, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Kako lahko naši gledalci in poslušalci dobijo izvod knjige Undaunted? Undaunted je na voljo na Amazonu in v vsaki judovski knjigarni. Lahko jo naročite tudi zasebno preko Barnes & Noble ali kjerkoli drugje. Ni jih več veliko. Navadnih knjigarn skoraj ni več. To je velika tragedija življenja. Žal, ja. Knjiga je na voljo, prav tako pa jih spodbujam, da napišejo ocene na Amazonu. Do zdaj je bila vsaka ocena 5 zvezdic. Prav bi mi prišlo še nekaj več. Če želijo kritizirati, so svobodni, da to storijo. Mislim pa, da je ta zgodba zelo pomembna, ker govori o tem, da se zavzamemo za ideale, pa tudi o naši sposobnosti. Rebe je ljudem dal moč, da so postali nosilci sprememb. Verjel je v svoje haside, da lahko naredijo velike stvari. In mislim, da nas to vse uči o osebni odgovornosti in da lahko vsak izmed nas nekaj spremeni v svetu. Vse, kar je želel, je bilo, da lahko on in mi spremenimo judovsko usodo. On je spremenil judovsko usodo v 20. stoletju. In verjamem, da bodo njegovi hasidi s tem nadaljevali. Samo s tem bom zaključil. Imam 2 vnuka, ki sta v zadnjih 6 do 8 mesecih oba postala Chabadova odposlanca.
Eden je v San Franciscu, kjer dela z mladimi judovskimi strokovnjaki, drugi pa v Budimpešti. Poročil se je z dekletom iz Budimpešte, ki počne isto. In dejstvo, da ta nova generacija mladih rabinov gibanja Chabad v svojih zgodnjih 20 letih in rebecine, ki tja odhajajo kot partnerji, nadaljujejo to poslanstvo. Da je prejšnji rebe začel, da je rebe nadaljeval v naslednjo generacijo, mislim, da je to resnično takšna potrditev idealov, ki sta jih prejšnji rebe in rebe učila nas. O samožrtvovanju, skrbi, odgovornosti Judov, o ljubezni do svojega bližnjega Juda in o tem, da se lahko Tora poučuje z ljubeznijo do naslednje generacije. Kjer se lahko sami odločijo, sprejmejo odločitev, da se povežejo s svojo tradicijo in dediščino ter jo nadaljujejo. In dejstvo, da imamo toliko mladih, ki želijo nadaljevati ta idealizem, ki ga je začel prejšnji rebe in ga je rebe nadaljeval, mislim, da je to izjemno pričevanje o zapuščini, ki sta nam jo pustila. Mislim, da lahko vsi temu rečemo amen. Kaj ne vam rečem? Da. Vnuki, eden v Budimpešti in eden v San Franciscu. No, Mazaltov za njihove dosežke. In priporočam to knjigo, je pomemben del judovske zgodovine, kot tudi, kot pravi rabin, navdih za prihodnje generacije. Prav tako se želimo zahvaliti naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati oddaje Jonathan Tobin Daily Edition, ki jo lahko slišite, kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na eni izmed teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS, kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Pišite nam na naslov thinkwise@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. In se vidimo spet naslednji teden.